je pa z družino tudi težko delati, ne? Brez dlake na jeziku si brati, sestre med sabo se skregamo, pač tudi mi se skregamo. Da sem bila takrat prva, ki so jo sprejeli kot 15-letnico na petje. In to bi bilo tudi neka taka potrditev, očitno bo moja pot bolj usmerjena v petje, kot pa v nek inštrument. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smejim. Naša mami pravi vedno, ko bomo imeli družinska srečanja, se ne bo govorilo o glasbi in o biznisu, takrat bomo pač še pogovarjali te stvari, kar se tiče družine. Tudi z Atijem se nisem sploh nisem vedela, kako se bi primila, nisem vedela, kako bi šla v cerkev notri. O tem sem videla, da vsi jokajo z bodočim možem vred, od prič do duhovnika za oltarjem. In je bilo kar težko držati tisto, da sem lahko dokončala tisti svoj del, ko je pol pa zbor prevzel. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Dolenjski list. Današnja gostja ima na svoji spletni strani zapisano: petje je moj navdih, moja tolažba, moje poslanstvo. Veliko več je kot samo pevka. Je glasbena pedagoginja, mamica, ustvarjalka in ženska, ki svojo razgibano življenjsko zgodbo že leta piše z iskrenostjo, toplino in veliko predanostjo ter ljubeznijo. Simona Plut, dobrodošla. Živjo. Kako si? V redu, super. Jaz sem zelo vesela, da si se odzvala povabilu. Bova se tikali, nama bo tako lažje. Ja, valjda. V bistvu ne morem verjeti, da se prvič takole v živo pogovarjava, glede na to, koliko skupnih točk imava. Čeprav daleč od tega, da bi bila jaz pevka, to si ti. To pa ne vem še. No, jaz povem, jaz nimam posluha za petje. To se tudi da naučiti, evo. Rada se učiš in rada učiš. Kaj ti je ljubše? Rada se učim, rajši, mogoče. Kako to? Ne vem, da ves čas rasteš? Ja, mogoče iz tega vidika. Pač rada spoznavam nove stvari, nekaj novega se naučim, ker se mi zdi, tako zrasteš, a ne? Učim pa tudi rada, mislim, ampak tisto prvo rajši. Zdaj tisti ljudje, ki te ne poznajo, bom ti prepustila tale uvod, da ga jaz ne začnem na način, da naštevam, kako se je začela tvoja pot, pa koliko časa si že na sceni. Kaj bi rekla ljudem, ki te še ne poznajo? Kdo je Simona Plut? Simona Plut je eno tako preprosto dekle, ki je odraslo v vaškem okolju, obkroženo z bratom in sestrami, starimi starši in ja, pa iskrena. Ampak zelo zanimivo, nisi pa povedala tega, kar v bistvu v največji meri kroji tvoje življenje in življenje tvoje družine. To je pa res, obkroženi smo bili pa z glasbo od nekdaj, no. Že zaradi očeta, ki je od svojih mladostniških let v glasbi in tudi tako smo mi tudi rasli. Kakšni so ti tvoji spomini na začetke? Rasli ste skupaj, delali ste, ustvarjali ste. A se spomniš, kdaj si prvič prijela za mikrofon pa začela prepevati? Tako doma se ne spomnim, ker si bila naš ati je imel mikrofone doma, ker je pač ima polno zvočenja in vsega, verjetno že doma prej, ampak moj prvi nastop, da sem prav stopila na oder, je bil pa 7 let sem bila stara. Nekje na semiške karaoke so bile včasih in mislim, da je bil tisto takrat moj prvi nastop. Ampak od takrat naprej zvrstila so se leta, zvrstili so se številni nastopi, šovi, mednarodni uspehi. Kaj bi zdaj mogoče rekla, saj se bova vrnila na vse te stvari, na tvoje mejnike, na tvoje največje dosežke, ampak kaj bi mogoče po toliko letih delovanja, če si bila 7 let približno stara, da se res spomniš, je to zdaj že več kot 20 let od tega. Kaj bi rekla, kaj ti je bolj blizu? To pop petje ali jazz petje, kar si v bistvu tudi študirala? Pop petje mi je bolj blizu. Jazz petje je bilo predvsem zaradi tega, ker je bila ta smer, katero sem šla lahko v srednjo šolo. Jazz in pop petje je bilo seveda, ampak je bil bolj poudarek na jazzu, drugače sem pa, moje srce pa je bolj v popu, no. Se to se vidi, če malo ljudje pogledajo družbena omrežja tvoja ali pa zasedbe The Pluts,
po novem, oziroma zdaj že več ni toliko po novem, ampak bova tudi povedali, zakaj je Tudi prišlo do lahko. spremembe. Večina te verjetno še vedno pozna pod tem imenom The Plut Family. Katero pesem mogoče bi izpostavila? Jaz sem omenila družbena omrežja, ker sem šla seveda malo preposlušati, pogledati, kaj si vse objavlja, ampak imate res raznovrstne vsebine in tudi ti z nastopi tvojimi, kar si imela v zadnjem času, ful imaš različne žanre, a sploh lahko zbereš, ne vem, svojo najljubšo pesem, tisto, ki jo najrajši prepevaš, Mislim, ali pa glasbenika. Po mojem smo mi kot skupina in tudi kot jaz kot pevka prepoznavni oziroma da pač se ne vemo odločiti za stil glasbe, ker jaz sem mnenja, oziroma meni je všeč glasba več stilov. Pač lahko je to rock, lahko je to jazz, lahko je tudi narodno zabavna. In težko se odločim, ker pač vse mi je lepo pet. In zato tudi verjetno v bendu in pač po coverjih, ki jih slišite na socialnih omrežjih, je ful nek mešano na žaru, mi rečemo. Ja. Pa ne moreš si pa zbrati recimo svoje najljubše, tiste, ki bi jo res lahko kadarkoli, pred komarkoli zapeljati, pa bi rekla, ne vem, takrat mi pa srce zaigra. To je pa spet odvisno od stila. V tem stilu je mogoče ta, v tem stilu je spet druga. Zdaj jih ne vem, to mi je to takšno vprašanje, ki ga moram odgovoriti na hitro, bi mogla kar razmisliti. Ampak to so vedno balade, ki se me kot pevko dotaknejo in jih najrajši odpojem. Tako da ne vem, če bi šla zdaj prav v naslov komada, ker ne bom našla ravno tistega, ki bi ga hotla. Pa verjetno je tudi od razpoloženja odvisno, ne? Ja, to pa sigurno. Pa mogoče včasih tudi od trendovske glasbe, od tega, katera, ne vem, skupina je trenutno bolj popularna, ali pa če so kakšni jubileji, da obujamo spomine, potem se mi zdi, da se znaš zelo hitro lahko vrniti v glasbo. Tudi to, čeprav sem ljubiteljica bolj tiste starejše glasbe, 80 ali pa nazaj. Moderno glasbo vse jo poslušam, vse jo poznam, ampak še več pa poznam tiste starejše glasbe. Ja, tako old school sem. Daj mi povej, vem, to sva se pogovarjali že prej, kot deklica si igrala violino v glasbeni šoli Črnomelj, ampak kje je prišlo potem do te spremembe, da recimo nisi ostala zvesta inštrumentu, ampak si se recimo bolj preusmerila v petje in potem šla še klaviature. Se pravi, zdaj v bistvu si klaviaturistka. Sploh nisi violinistka več, ne? Ne, v bistvu v osnovi sem pevka. Okay. To je tisto, kar rečem, da sem profesionalna v tem. Violina je bila, kako sem sploh jaz šla na violino, a ne? Šla sem, se pravi, v glasbeno šolo na sprejemne izpite in takrat je bilo možno, jaz sem hotela na kitaro, ker vedno sem rada pela in če igraš kitaro ali pa klavir, se kot pevki vedno lažje spremljati. Z violino se težko spremljaš, ko poješ. In pač takrat ni bilo prostora, da grem na kitaro. Bila je možnost, ne vem, če se prav spomnim, kot da bi rekla kontrabas ali pa violina. In pač valjda sem zbrala grem na violino. In tako se je začela moja pot, da sem nižjo glasbeno končala z violino, čeprav mi ni bila to neka strast, katero bi hotela nadaljevati. Sem se celo pripravljala za izpit, za spremljanje za srednjo glasbeno šolo, ampak potem se je tako nekako prišlo na pot, da sem prišla do tega, da je možno tudi, da grem probati sprejemne delati za jazz petje. To mi je pa predlagal moj takratni učitelj petja, kateremu sem takrat hodila od 14. do 15. leta. Je rekel, zakaj pa ne bi ti probala iti na petje delati sprejemne. In to je bilo tako, pa grema, nimam pojma, kdo je tam, kdo uči, kaj je jazz, takrat nisem imela pojma, kaj je jazz, to se včasih hecam, da pač me je bilo včasih prav sram prideti prvi letnik srednje glasbene šole, ker nisem poslušala jazza, ne vem, če sem kakšen komad jazz poznala prej. In in takrat se je zgodila začela ta pot, sprejeli so me čist nepričakovano, takrat je bila v komisiji in tudi glavna na oddelku jazz petja Nada Žgur, katera me je takrat res z veseljem sprejela pod svoje mentorstvo. In tle moram tudi povedati, da sem bila takrat prva, ki so jo sprejeli kot 15-letnico na petje, ker sprejemali so 18+, oziroma še starejše. In to mi je bilo tudi neka taka potrditev, očitno bo moja pot
bolj usmerjena v petje, kot pa v nek inštrument. Kar mi je zelo zanimivo, torej teh odrov in nekih izpitov, nekih testov, a si dovolj dobra ali nisi dovolj dobra, si imela v bistvu že kar precej na tem uvodnem delu svoje poti. Ampak kar je pa najbolj zanimivo, no, in zdaj, glede na to, da je 10 let od tega, letos bo minilo 10 let, odkar ste takrat še pod imenom The Plut Family prejeli zlati gumb na šovu Slovenija ima talent in se neposredno v polfinale uvrstili, ne? Potem ste pa v finale prišli. Daj mi povej, a ti je bilo mogoče zaradi takšne kilometrine kaj lažje nastopiti na takšnem šovu, kot je Slovenija ima talent? Kako lahko malce obudiva spomine? Vem, 10 let je že mimo, ampak sigurno so to takšni spomini, ki ne grejo kar tako iz glave. Ja, so spomini, lepi spomini, predvsem. Če zdaj govorim samo iz svojega vidika, ne vidika celotnega benda, nisem spremljala takrat toliko teh oddaj. Slučajno je prišla priložnost, da se prijavimo in smo rekli, ok, gremo probati. Smo bili na začetku naše poti, imeli smo v repertoaru po moje 10 komadov. Ok, gremo. Niti nisem vedela, kako to poteka, kaj je zlati gumb. Pač šli smo, ok, en nastop, dala sem jih takrat, jaz sem bila takrat stara 22 let, sem jih dala že kar nekaj česno, od 15. leta sem aktivno nastopala in mi je bil to ok, malo treme je bilo, pač dajmo še en izziv. In ko smo dobili zlati gumb, nisem točno vedela, kaj se dogaja. Brat, ki je bil mlajši, je vedel, ki je to bolj spremljal in ok, kaj točno zdaj to pomeni. Ja, bilo je neko vznemirjenje takrat, pač zgodilo se je nekaj, ok, to nam bo dalo neko odskočno desko naprej. Ja. In vam jo je, dejansko vam jo je, ja. Prepoznavnost se je povečala, število nastopov se je verjetno povečalo in takrat se je res, bi lahko rekli, začela ta prava glasbena zgodba družine Plut, v smislu, da ste res veliko nastopali, da ste bili povabljeni na različne konce in kraje. In zdaj se vrniva mogoče v teh 10 let vašega tega glasbenega ustvarjanja. Kaj ti pomeni biti del takšne glasbene družine, ki hkrati navdušuje še številno občinstvo po Sloveniji in tujini? Okay. A je naporno, a je zabavno, a je stresno, a je ne vem, vse, da je srčno, vem, da je. Vse, kar si povedala, vse troje, šteroje. Ja, mislim, je naporno, je zabavno, je veselo, ima nek globlji pomen. Pač ja, tako kot sem že prej povedala, odraščali smo z glasbo, vsi smo hodili v glasbene šole. Je pa res, da smo tudi razlike. Brat je od mene mlajši 10 let, ko smo mi začeli, je bil on 12, jaz pa 22. On še ni vedel, kaj se z njim točno dogaja. Jaz sem bila že nekaj malo čez tisto najhujšo puberteto. In smo padli v vodo takrat. V bistvu je bila to Atkova ideja, jaz smo rečem Ati, a ne? Ati. Da naredimo nekaj skupaj in ja, smo rekli pač dejmo, a ne. Takrat sploh jaz nisem nič veze imela z violino, jaz sem, ok, boš ti malo klavir igrala, ker sem se ga tudi učila sproti v srednji in nekaj sem znala, ok, to bom že nekaj odigrala, prav, ti boš klavir. Sestra Leja je igrala flavto v nižji glasbeni in pač ti moraš imeti nek spremljevalni inštrument, ok, ti boš bas kitaro. Brat je bil sicer na kitari, a ne, Gašper. Bila je pa še od začetka naša starejša sestra z nami. Ona pa ni bila, ona je pa klavir igrala včasih, glasbeni, ampak ker bom jaz lažje klavir kot pevka, boš ti bobne. No? In tako smo bili pač neka ritem sekcija, začetek našega benda. Imeli smo par nastopov, no, tako v tej zasedbi, ko smo bili res vsi iz družine. Vsi iz naše družine, ja. Potem se je pa takrat zamenjalo, starejša sestra je imela preveč treme, pa pol hitro je postala mami takrat in smo takrat dobili pol drugega bobnarja, no, in takrat se je pol bolj zares začelo in takrat smo tudi šli na talente v tej zasedbi. Ampak ja, kaj mi pomeni to, a ne, si vprašala? A veš, v mislih imam to, ali je pač igranje, vaje z bendom in nastopanje, to je biznis.
Tukaj zdaj ne moreš glih reči, da se greš malo pohecati, pa tako, ne. Nekaj sam, vse vem, da uživaš v tem, ampak je treba malo bolj resno vse skupaj vzeti. Po drugi strani, ne, bi bilo pa fajn malo ločiti zasebnost, pa prosti čas, ki ga lahko preživljaš z družino, z bratom, sestrama in pa potem seveda zabavati občinstvo. Ne. Tle sem imela mogoče v mislih, kaj ti to pomeni. V bistvu nek napor ali sprostitev? Težko je mi med nami, ki delamo skupaj, jaz, sestra Leja in brat Gašper, težko ločimo to, to je pa zdaj samo družinsko, to je pa pač glasbeni del, ker pač to živimo. Mislim, težko je zdaj to ločiti, čeprav naša mami pravi vedno, ko bomo imeli družinska srečanja, se ne bo govorilo o glasbi in o biznisu, takrat bomo pač še pogovarjali te stvari, kar se tiče družine. Gre tako. Ampak je ful težko, se potem bremzamo po domače podvedano in se gre, Samo smo pa res skozi v temu, kaj bomo še naredili, kaj bomo to. Je pa z družino tudi težko delati, brez dlake na jeziku si, brati, sestre med sabo se skregamo, pač tudi mi se skregamo. In smo bliže do te točke, nehali bomo, a ni škoda odnosov, zaradi tega pač ne. Ampak vseeno, nobeden, mislim, zdaj smo 3, v bendu, ne more tega narediti, ker se mi zdi, da vseeno vsi 3 čutimo neko to globi pomen tega, da nekaj skupaj ustvarimo, ker če bi šla, jaz bi šla lahko sama, pač solo kariero, ampak ne vem, če je to moja želja, ker vseeno je lepše, ko nekaj skupaj narediš, ko daš lahko nekaj skupaj. Pa ste imeli pred kratkim v enem od videov, ki ste ga dali na družbeno omrežje, ste se nekaj hecali med sabo, In mislim, da so vsi 3 enate pokazali, da bi šla ti najbolj na solo pot. Mogoče si najbolj tega, ker sem tudi edina, mislim, ne edina, Le Gašper nista šla naprej srednjo in na faks, kar se tiče glasbe, edina sem šla to bolj profesionalno naprej študirati in tudi zaključila, mogoče z tega vidika, pa tudi prej sem nastopala, še preden smo imeli Pluc band, z tega vidika mogoče, ne. Recimo. Kaj se pa zgodi, ne vem, a bi se skregali, kako si razdeliti honorar od nastopov? Ne, to pa ne, ker vedno smo pravični glede tega. Noben nima več ali pa manj. Ste to že vnaprej dogovorili vse? To je bilo že jasno, sploh se nismo o tem pogovarjali. A je tukaj ATI menedžer ali je zunanji menedžer? Je to družinsko, res družinska zgodba? Mislim, ko smo bili mlajši, se je za nastope menil pač naš ATI, Potem je pa to kar spontano prišlo na mene, ker sem bila pač najstarejša, še vedno sem najstarejša, nažalost. Ne bo pa spremenilo, recimo. Zdaj sem pa to kar jaz prevzela, V bistvu Ati je pa naš tonski mojster, ker on ima pa ozvočenje že več kot 30 let in brez njega tudi ne gremo na nastope, ker je fajn, da nekomu lahko zaupaš za tako pomembno stvar, kot je zvok benda. Prej si omenila že na začetku, da se raje ti učiš, kot učiš. Ampak imaš svojo šolo solo petja, imaš neke učence, ki jim predajaš svoje znanje? Ja, res je. Zdaj učim pa tudi že tam od kakšnega 19. leta, 20. Sicer ne toliko intenzivno, kot bi lahko, ker vedno so mi bili prioriteta bolj nastopi. Tako da učim privat, se pravi, ne učim v kakšni glasbeni šoli, ampak ravno letošnje leto je taka prelomnica, ko sem se odločila, da za neko obdobje zaključujem s poučevanjem. Čeprav je težko, ampak včasih vidiš, da je treba enim stvarem dati konec in se bolj posvetiti drugim stvarem. In ravno leto zaključujem s tem za neko obdobje, ker sem rekla, da bom dala več stvari, raje fokus na manj stvari, kot pa na več, pa ne moram biti več toliko 100% v poučevanju, ker rabim fokus bolj na drugih stvarih. Ti je to tudi sicer pomembno, ko razmišljaš o uspehu v življenju? Se bova dotaknili tudi tega, da si vendarle tudi delno podjetnica, da imaš malo te žilce, da sta s partnerjem, svojim možem ustvarila tudi en zelo zanimiv izdelek, ki povezuje družine, ki povezuje tradicije. In sem te hotela vprašati, mogoče najprej na to vezano, ko si pač fokus omenila. Se ti zdi, da je pot do uspeha bolj pomemben fokus, se pravi to, da ti veš, kako prioritete postaviti, ali ti je mogoče recimo bolj pomembno to, da si res s srcem v tem? Pa da imaš recimo kanček sreče. Vem, splet je vsega, ampak kaj bi mogoče dala sama na prvo mesto zdaj,
Ker to, da ste zlati gumb dobili, je bilo tudi nekaj sreče, ne? Na Sloveniji. To je bila sreča, ja. Ja, bi rekla, da je bila bolj sreča oziroma neko naključje. Mogoče smo bili zanimivi, ni bilo pa to neki pokazatelj nekega trdega dela, ker pač nismo takrat še delali na tem. Mislim, kar se tiče, jaz mislim, da moraš, če hočeš uspeti v nečem, moraš najprej delati nekaj, kar delaš srcem rad. V kaj res verjameš, a ne? Pol pa tako, kot si rekla, je pa spet moraš biti v pravem času na pravem mestu in pač tudi trdo pol delati za to, a ne? Takole ti bom rekla, če ti zdaj dam nek izziv, da bi morala v življenju stopiti na novo pot, sama si omenila, da boš zdaj zaključila za neko obdobje kot poučevanje solopetja, so težji novi začetki, ali je teže končati nekaj, kar sicer rada delaš? Mogoče se lahko tudi malo vrneš na kakšno stvar v življenju, ko si mogla že čemu reči ne, ali pa začeti nekaj znova. Ti je bilo težje nekaj znova začeti ali zaključiti neko poglavje? Mislim, spet odvisno, kaj sem zaključila. Težko vprašanje, nikoli nisem o tem razmišljala, kaj mi je bilo težje. Mogoče se lahko zdaj v tem primeru, v tem trenutku vrneva ravno v to. Ko si recimo zaključevala neko obdobje? Recimo, zdaj, ko smo bili z glasbo, a ne, povezani tukaj, pri 20 sem zaključila sodelovanje z novomeško skupino Dežur takrat. Ful sem težko rekla ne, ker pač to je bilo moje življenje, srednje šole, vsak vikend sem bila na nastopih in kar naenkrat zdaj jaz, če rečem ne, kaj pa bo pol, če bom rekla ne, ampak sem videla, da pač rabim spet korak naprej in ja, sem se potem odločila za to ne. In mislim, da še isti mesec me je klicala druga skupina, če sem pripravljena in pač ja, vedno, ko rečeš ne, nečemu se pokaže spet nekaj novega. Tako da mislim, da ja, moraš reči ne. To se tudi zadnje čase učim, da ne smem vedno reči ja, vsak projekt sprejeti, samo zaradi tega, da ne boš nekoga užalil. Je pa težko, ja. Kdaj pa ti je bilo najtežje v življenju? Na splošno. Ja. Katero obdobje je bilo tebi recimo res izredno težavno, naporno, da se ga zavestno zdaj spomniš, da res lahko rečeš, to pa so trenutki, ki so te seveda zagotovo tudi zaradi tega naredili to, kar si danes, močnejšo. Res so bili prav težki trenutki, da bi rekla, da nisem imela takih trenutkov, tako, kar se tiče dela, mislim, če so mojo pot glasbeno. Mi je bilo težko iti od doma s 15 leti, ker je bila srednja glasbena šola v Ljubljani, jaz sem šla iz moje Ručetne vasi, iz Bele krajine, pač sem mogla iti živeti v Ljubljano in takrat, čeprav se to mogoče zavedam šele zdaj za nazaj, da mi je bilo mogoče to res težko, ampak se takrat nisem tega toliko zavedla. Mi je manjkalo to, da bi bila mogoče še par let doma, ok, prideš vsak dan domov, si doma. Mogoče takrat, ja, čeprav se nisem zavedla ta prelom. Oziroma, ali pa potem, mogoče, ko sem se poročila, ne, ok, to je to, jaz ne grem več domov k mojim živeti, jaz pač grem na svoje. Čeprav sem že šla na svoje 8 let nazaj, ko sem šla v Ljubljano študirati, ne, nisi zares nikoli več doma. Čez teden sem bila v šoli, čez vikende sem bila na nastopih, mogoče kak dan sem bila doma tako. Ni te bilo veliko doma, ne? Ne, res ne, res ne. Tako da, ja. Kako se pa zdaj, ki vračaš v rodno Belo krajino, imate vaje v Beli krajini, glede na to, da so preostali člani benda? Ja, vračam se kar dost, ker imamo vaje imamo v domači Ručetni vasi, tako da vseeno se videvamo tako, je drugače, ne, kot pač ti živiš tam. Se vračam, pa tudi, smo že prej govorile, a ne, se letos po 17 letih spet vračam Belo krajino zares, tako se selimo. No, to bomo pa zdaj načeli to tematiko, zakaj prihaja do tega. Recimo, zelo mlada si se poročila, bom tako rekla, ne? Je res temu tako? Kje si spoznala svojega moža, kaj bi lahko povedala o tem, kako se spominjaš teh začetkov, ker srečna sta še danes, imata lušno družinico, 2 hčerkici
In še ena na poti, a ne? Res je. No, tako, to je zdaj tako prvič javna napoved, da je še ena na poti. Ja, z možem mojim sva se spoznala, ko sem bila stara 16 let. No, in če ne bi jaz z Ljubljano hodila v šolo, se to verjetno ne bi spoznala, ker sva se spoznala tako, da sem jaz iskala prevoze v Ljubljano, pač v nedeljah sem mogla nazaj v Ljubljano, a ne. In moja teta, ki živi tudi v Vinici, ker moj mož je iz Vinice, mi je rekla, pa poznam enega fanta, ki hodi vsako nedeljo v Ljubljano z avtom in takrat mi je uredila ta prevoz slučajno eno nedeljo. In tako se je začelo ob nedeljah z njim furati v Ljubljano. Dva Belokranjca sta se vozila v Ljubljano in začela novo skupno pot. Nismo se vedno sama vozila, je bilo vedno družba, ampak po enem letu pa tako malo preraslo to v neko na drugačno pot. No. In v bistvu od 17. mojega leta sva potem par. Sta par, imata dve hčerki, Tako. živite v Ljubljani, ampak kot si rekla, se vračate v Belo krajino. Kako to? Kako to, da se Sta se vračamo? naveličala velikega mesta, ali kaj? Ne, po moje ne. Mislim, tako, oba sva odraščala na vasi, a ne. Vedno sem si želela, predstavljala sem svoje življenje, ko bom imela otroke, bom pa imela eno hiško, pa vrt, pa da bodo otroci se lahko igrali, da bo to bolj svoboda, tako, ampak pač pot je pa resla tako, otroci so kar hitro prišli, nismo še vedeli, kje se bomo ustalili, ja, imamo stanovanje, a ne v Ljubljani, ampak nikoli ni bila to tista moja želja, da svoje otroke vzgajam v mestu, v stanovanju, da hodim po igriščih, pa čeprav starejša hčerka je stara 7, mlajša 5. Ja, sem hotela pač, zdaj govorim, kot da sem samo jaz hotela, ne. Dobro, sta hotela. Ja, sva hotela. Oba sva si predstavljala, no, da bova enkrat živela v hiši, ampak nisva nikoli vedela, kdaj bo ta čas prišel. Čeprav jaz sem bolj za to, da gremo v Belo krajino, čeprav gremo v njegovo vas, a ne, bi mogel biti on bolj za to, ker je pa on še bolj tako ambiciozen, podjeten, se mu zdi mesto bližje, zato mislim lažje za razvijati posel naprej, a ne. Ampak tudi se mi zdi, da tudi on je tega mnenja, da bomo mogoče mislimo si, a ne vemo, kako bomo pa po enem letu lahko povedali, da bo na nek način bolj kvalitetno, bolj umirjeno življenje. Nisva vezana na lokacijo toliko, pač jaz se itak vozim povsod, a ne, sicer je Ljubljana boljše izhodišče, To je res, za ja. povsod, a ne. Ampak ja, pogrešam ta nek mir, naravo, bolj umirjeno življenje. Se ne vem, če bo, ampak No, mislim, Mislim, da ob bo. 3 otrocih bo kar pestro, to veš. ja, verjetno. mislim, pestro bo Saj že pestro zdaj, ne. vedno. Nimam rada preveč dolgočasnega življenja. Jaz imam rada aktivno življenje, da se pač skozi nekaj dela. Jaz, če kakšen dan ne vem, kam bi se dala, sem kar malo depresivna. Kaj sem zdaj danes naredila? Pač moram delati nekaj. Pa ne me utruje to. Mislim, utruje me bolj to, da nimam kaj za delati. Tako da si vedno najdem neko delo. Tako da ja, veselim se tega nove poti, bo kar pestro, selitev, nov družinski član, ja, menjava šole za punci. Bomo videli. No, ampak še zmeraj gresta pa v bistvu okolje, ki vama je blizu, Ja, to. ki ga poznata in bosta verjetno že zaradi tega, ker sta oba preživljala lepo otroštvo, lažje tudi na otroke to prenesla, ne? Kaj se ti sicer zdi v življenju pomembno takole, ko živiš to družinsko življenje? Na kakšen način, bom rekla, prenašaš svoje izkušnje, svoje znanje na hčerki? Kaj ima rada poveš, kaj ima rada izpostaviš? Tako, ta starejša že veliko stvari lahko razume, tudi tako malo bolj, kaj je iskrenost, kaj je poštenost. Ja, mislim, ful se trudim in ful rada vsakič več preživljam čas z njima. Se mi zdi vsakič bolj si starejši, bolj vidiš, koliko je pomembno to obdobje odraščanja otrok, ko sta bili dojenčici, res sta bila manj kot 2 leti razlike, je bilo res intenzivno, nisi razmišljala, odrasli bosta, ne bo več tega otroškega obdobja, hitro bosta šli, a ne, tako, mislim, te ne bojo več rabili. Ampak zdaj, zadnje 2-3 leta, pa ful hočem živeti v trenutku, da takrat, ko si mislim, koliko je beden dan, ali pa si mislim, saj nam ni hudega, nič, pač imamo drugega,
In ja, rada imam, da čim več časa preživimo z njima dvema, zato tudi pravim, da fokus dajem, da sem se odločila, da začela, da dajem fokus na manj stvari in ta fokus je pač družina, drug fokus je pa nastopi, glasba. Tle sem vedno tako, koliko časa čemu posvečati, ker kot sem že rekla, rada delam, rada nekaj ustvarjam, rada se učim in me vleče v to, da bi več delala, ampak potem sem pa tudi tle, ker mi pa družinsko življenje ful pomeni in nisem taka, da se bi to gnala naprej, da bi pa zapostavljala to življenje, pač čas z njima. In ja, pač vzgoja je pa, sej veš, ne, praviš, da imaš 2 hčerki, nikoli ne veš, če delaš prav, skozi se sprašuješ, če si to naredil prav, ampak jaz mislim, da je najbolj pomembno to, da otroci vidijo tebe, kar delaš in se tako najbolj učijo. Se to si ti v bistvu imela tudi v svojih starših, v svoji družini. To povezanost, predanost, srčnost, ljubezen, da obožuješ svoje delo. To ti je dano res že položeno pravzaprav v zibelko. Kaj bi mogoče zdajle rekla recimo tako, da si res najbolj hvaležna svojima staršema, za katere stvari, za kakšne trenutke, za katere vrednote, ki jih z veseljem prenašaš naprej v svojo družino? Mislim, hvaležna sem jima za vsa čas, ki so ga nam namenili, za vse te vrednote, ki so nam jih dali. Mislim, to, da pač ni razloga, da bi se kadarkoli v življenju, mi, brati, sestre, da bi bila kakšna stvar, za katero bi se skregali, da bi šli narazen, da bi bilo to karkoli. To, da je družina vedno prva, za katero boš naredil vse, pač neka iskrenost, preprostost, spoštovanje. Ja. Iskrenosti manjka danes. Se strinjam. Da tega ni. Pa včasih si misliš, joj, boš bolj perfekten izpadel, ne, socialna omrežja, pa to. Pa nisem za to, no. Ne vem. Ja. Pristnost, ja. In iskrenost, da pač postaviš meje, da seveda spoštuješ druge, ampak da se znaš postaviti tudi zase in pač povedati, če ti nekaj ne ustreza. Tako, ja, mislim, moraš se postaviti zase. Tudi to se učimo, a ne. Ja. Zanimivo. Kdaj ti je pa težje, ko odhajaš od doma, recimo v smislu, ne vem, hčerki se želita igrati s tabo, rečeta, da te bosta pogrešali, pa mami ne še iti, pa dajmo se še malo igrati, ali pa tako, ali pa imate res neke takšne lepe trenutke skupaj družinske, potem pa ti veš, da te čaka vaja in se moraš iz Ljubljane peljati v Belo krajino. Ti je težje, ko odhajaš od doma, ali ti je recimo težje, ko se moraš v ta delovni ritem vrniti iz tega družinskega življenja. Se pravi, ta preplet, odhod od doma zaradi družine, ker je pač tam, pa bi bila raje doma, ali odhod od doma z mislijo, je treba delati. Zdaj je lažje, ker sta malo starejši, iti od doma. Prej, ko sta bili dojenčici, pa nikoli res nisem nehala nastopati, ko sem nastopala, tudi ko je bila stara 1 mesec. Mi je bilo težje. Ker, mislim, šla je tudi z mano večkrat, katera od njih, ker pač je mogla iti. In mi je bilo težko jih pustiti, ja, ampak ker sem vedela, da me to mogoče napolni za nek čas, ker jaz sem bila res doma. Punci nista bili v vrtcu do 3. leta, mislim, starejša do 3,5, mlajša do 2, in sta bili res ves čas z mano. Jaz čez teden nisem imela toliko obveznosti. Res sta se tudi rodili v teh koronskih časih, ko ni bilo toliko nastopov, tako res obdobje je bilo malo posebno. In smo res ful veliko časa smo skupaj preživeli in sem rabila ta odhod čez vikend, da grem za tisti dan malo med ljudi, naredim svoje, uživam v tem, kar delam, in je bilo pol spet ful lepo priti nazaj. In sem pač najbolj vesel si pa, ko priješ nazaj, ko vidiš nasmejane o mami, pa zdaj, ko sta starejše, mi včasih pustite kakšno sporočilce, ko pridem zvečer, tako pred vrata in mami, mislim, tako ravno nazadnje, mami, tale biserček sva našle zate na tleh in ga ti podarjava, ker skrbiš za naju. Tako, mislim, koliko taki majhni otroci, da so že toliko, ja.
Nas presenečajo. Ja, sploh si ne misliš, da to vejo, kaj delamo. Ampak ti pa tudi kažejo ogledalo, pa potrditev, da nekaj pa delaš prav, ne? Ja. Da te neke vrednote, ki ste ti jih privzgojila starša, pa ta povezanost, ki jo imate v družini, prenašaš naprej. Ampak v zvezi s tem, koliko ti pomeni družina, koliko so ti pomembne te vrednote, se razvija tudi ena tvoja, bom rekla temu, mini podjetniška pot. Ajde, če jo lahko takole imenujeva, ker to ni glavni biznis, to ni glavna zadeva, je pač postransko, ampak vseeno je nekaj, kar mogoče bi bilo fajn, da na tem mestu izpostaviva. To je en prav poseben dnevnik spominov. Pa me zdaj zanima, odkje ideja za ta izdelek in ali ga imaš ti seveda že narejenega za sebe? Za svojo družino, svoje starše, babice, detke. Mislim, jaz sem ful oseba, ki ima rada pripovedi svojih bližnjih, recimo staršev ali pa starih staršev. Nažalost, imam živo samo še babico eno. Ful rada sem jih obiskala, za njih tako, se pogovarjala z njimi, vprašala, kaj je o njihovi zgodovini. Poleg tega, da rada poslušam zgodbe starejših ljudi, imam tudi rada stare stvari. Ne vem, ful rada pridem v neko hišo, ki je zapuščena, pa gledam tisto, kar se včasih dogajalo. Ali pa, ali pa kakšen star predmet, ki je imel nek pomen, ne vem, da bi rekla zdaj, star mlinček za kavo. Ne vem, kar nekaj. Retro stvari in pa če si jih ne morem stran dati, še posebej, če imajo nek pomen. Ne. Tako da pač tlele mi ful pomeni to, neka zapuščina, neka dediščina, ki jo prenašamo. Mislim, če ne bi bilo tistih generacij, prej tudi nas ne bi bilo. Pač oni so mogli nekaj dati čez, da smo zdaj mi sploh tle. Ne. In pred 2-3 leti sem hotela neki staršem podariti za rojstni dan in sem iskala malo ideje po internetu in pač sem naletela na neko podobno idejo. In potem pa moj mož, ki je bolj v podjetniških vodah, v spletni prodaji in v tem, je rekel, da je to sama naredi svojo verzijo nečesa, pač kaj bi ti hotela vprašati starše, kaj bi hotela, da ti povejo. No in nastal je potem dnevnik, za mami je bil prvo, dnevnik, kjer so notri vodena vprašanja kot knjigica, ki jo podariš potem mami, potem je nastal tudi dnevnik za očeta, babico, detka in ga podariš in izpolnejo. Dnevnik pa zajema vprašanja vse od rojstva, otroštva, najstništva, ljubezen, modrosti, nasvete, duhovnost, politika, kultura. Mislim, res tak nek obsežen dnevnik, ki se ga mogoče kdo ustraši, ki ga verjetno dobil dar. Ampak jaz sem to hotela narediti, ker je meni to pomenilo nekaj. Ne bi se verjetno tega lotila samo zaradi tega, ker bi rada nekaj prodajala. Da bi zaslužek bil prioriteta, ne? Prvo je bilo to, da pač hočem nekaj narediti. Je pa res, da bi tle mož v spletni prodaji in pol iz tega se je rodila ideja, zakaj pa ne bi to pač delili z drugimi, ker se mi zdi, da bo to ljudem, ki so istega mnenja kot midva, pomenilo. In tako se zdaj že 2-3 leto razvija ta zgodba, s temi dnevniki, pač nismo imeli še nekega slabega mnenja, da pa pač to ne bi bilo všeč nekomu. Niso vsi takšni, ki radi govorijo o svojem življenju, ampak se tudi, če ne drugo, je to kot neka samoterapija. Sej ne rabiš ta dnevnik pokazati potem naprej. Je bila pa ideja to, da ko oseba ta dnevnik izpolni, da ostane kot neka zapuščina za naslednje prihodnje generacije. Čak, ti si rekla, da si ga za mami. Najprej je bila za mami, ja. Potem smo pa pač naredili iste verzije tudi za očeta, detka. In imate izpolnjenega, vašega, družinskega. Še vedno jih imajo starši pri sebi. To ni tak dnevnik, to je njihova naloga, torej, da oni to izpolnijo. Ne? Ja, v bistvu oni, ti jim ga daš in oni zapisujejo. Sicer za babico zapisujem jaz, ker ne more pisati oziroma ne rada piše. Pa dobro, govori pa ti zapisuješ, ja, v bistvu to lahko tudi en pogovor, ki ga imaš z bližnjimi. In ja, moji starši in Sandjevi starši od mojega moža imajo še vedno to doma pri sebi. Lahko ga pišeš 5-10 let, ni nujno, da ga napišeš, a ne v kratkem, ker pa zajema res. Mislim, zdaj, če so slučajno kaj pozabili, jih lahko spomneva. Ne? Ja. Je mogoče čas, da preveriti, če je kaj dosti že spomnjeno. Tako da ja. To je ena taka obstranska dejavnost, ki sem jaz v bistvu kot samo malo pomoč, so v zadje pa dela moj mož. No, brez njega
ne vem, kako bi to sploh prišlo do ljudi. No. Dobro, ampak ideja je tvoja, pa predvsem sporočilo, ki ga ima ta izdelek, ne, se mi zdi zelo pomembno, ker v teh časih, v katerih živimo, vsi nekam hitimo, če dalje manj je tega pisanja na roko. Drugače, čistko, by the way, vprašanje, a ti si tudi recimo kdaj pisala dnevnik ali pa recimo ga pišeš, imaš kakšne take rituale, ali si ti bolj digitalen tip? Ne, nisem digitalen. Ne, grozno. Za razliko od moža, ki dela te stvari. Mislim, če me mora on kaj naučiti, kar živce zgubi, ker pač jaz res nisem. Jaz sem res old school, kot sem že prej povedala. Imaš planer za na roke napisati? Ja, čeprav z letošnjim letom tudi to uvajam, da grem v digitalno, ker pač vidim, da sem res za svetom. Še vedno si listke pišem, kaj moram narediti, ko ni vse v koledarjih na telefonu. Tudi jaz imam tako. Ker mi to pač boljš. Ja, kaj sem hotela povedati? Kaj sem jo vprašala? Glede tega, ne, če si sama pisala dnevnik, oziroma če si bila tudi v tem, da si res sama bolj v tej pišoči obliki, da imaš rada te stvari. Ja, sem se tudi že lotila pisanja, pa včasih zapišem kakšno misel, pa ful rada zapišem kakšno misel o rojstnih dnevih mojih čerk, da bodo one imele ta spomin potem, ko bodo za nazaj gledale. Ful rada razvijam slike, pa zapišem, kaj ob slikah, datum mora biti ob slikah, da točno vem, kdaj je bil. Povej iskreno, koliko ti gre to tekoče, zdaj, ko imaš 2, pa 3 v pričakovanju? Enkrat na leto jih razvijam. Bravo, viš, tle se moram jaz izboljšati, priznam. Pri ta prvi sem, pri ta drugi pa še kar ne. Ja, sploh tega ful nabere, zdaj sem že začela razmišljati, kako naj to zmanjšam, ker pa bo kar naenkrat kupa teh albumov. Zdaj bom verjetno začela dajati po škatlicah, da ne bo albumov. Tako da ja, to mi pa res pomeni, no? Da imam te neke spomine, ki verjamem, da jih bodo hotele hčerke, ko bodo te stare, ne vem, 30-40 let brati, kaj sem jaz pisala, ko so bile one 1 leto stare. Ne vem, tako. Kaj bi si želela, da bi hčerki, ko odrasteta, rekli, to je pa nekaj, za kar sva najbolj hvaležne mamici in atiju? Ali pa to je pa tisto, po čemer bova resnično vedno na prvo mesto postavili moja mami in ati sta? Kaj si želiš, ne? To je tako, ni nujno, da je že vse res. Mislim, res si želim za njo, da sta srečne, da sta res kot to, kar sem prej povedala, da veste, kdo sta, da imate res neke vrednote, kaj pomeni biti pošteni, iskren, to, kar sva prej govorile, da delata tisto, kar jo veseli, ampak ja, da ne gledate samo na se, da gledate tudi na druge. Ker se mi zdi, da danes je ful tega, ki se skozi govori o tem, koliko moraš na sebi. Mislim, ne, ja, moraš na sebi delati, to se strinjam, ampak čas zase, ne. Se mi zdi pa, da moraš tudi dajati. Ker če ne daješ, tudi ne dobiš nazaj. Mislim, tudi to te izpopolnjuje, da daješ lahko. In da bi bila dobrega srca, mislim. To je tisto, kar mi bo največ pomenilo, da bom videla, da delata dobro in da sta dobre. Viš, kako pravijo, ne? Mirna, srečna mami, srečni otroci, ne bom rekla mirni, ker otroci so živahni in pravijo tako, ne? Kaj tebe pomiri, kaj tebe sprošča? Kje si dejansko, Simona, takrat, ko si sama s sabo, kaj narediš za svojo dušo? Pa da to ni petje. Da to ni petje. Po moje ni nikoli petje, da grem pa pet, ko rabim sprostitev. Pa ne zato, da ne bi rada pela. Rada grem pospravljati, pa neki čistke delati, pa neki preurejati. To me recimo pomerja, tako da ne rabim nič razmišljati. Se pravi, to ni nadležno opravilo, češ treba je pospraviti. Mislim, tisto, kar moraš vsak dan, ne, je nadležno, ne, ampak tako, da nekaj res narediš, nek premik, to mi je všeč, da nekaj osvežiš, da nekaj premakneš. Dobro, rada tudi berem, čeprav se težko sprostim, dopoldan zdaj, ko vem, da moram nekaj narediti, da grem zdaj za 1 uro brati, ne morem se sprostiti, sem res tako, moram biti aktivna. Drugače pa ful kakšni sprehodi v naravo, ampak ne sama, gremo ful radi skup, ne vem, da gremo z možem in s puncami, midva se pogovarjava, one dve letita naprej. To mi je tak res, mi da pol pogovorno, posebej z domačimi, z možem, to mi da tak olajšanje, če ti je kakšen dan težje, spet lažje, se sploh ni nič hudega, se imamo drugega, gremo naprej. Ste takšna aktivna družina, ne? Z aktivnim življenjskim slogom. Ja, nimamo, ko bi rekli, ne, pač rabimo nek ritem, rabimo neko,
konstantno, mislim, isti ritem vsak teden, ampak pri nas pač tega ni. No. Tako je, ampak tako smo se navadili. Že zaradi mojih vikendov, ker ni noben isti, so se navadili, da pač mene včasih ni. Ampak pride pa obdobje, recimo po koncu, recimo začetku leta vsakega, pride kakšno obdobje, ko pa je malo več pauze in potem sem kar naenkrat kakšen mesec doma in je kar ok, sej nisem toliko okrog. Ampak potem maj, juni, julij, avgust je pa res intenzivno, pa me vsak vikend ni, ampak to ne pomeni, da me ni cel vikend. Pa sej od letošnjega poletja boš več doma, a ne? Ja, avgusta bom več doma. Pa pol Ko se spet začne. Ampak imamo potem že nastope, nisem se odločila, da bom eno leto na porodniškem, ker tudi zaradi benda si tega nočem jim tega povzročiti, da eno leto pa ne bojo zdaj igrali zaradi mene. Tako da kakšen 2-3 mesece si bom vzela bolj na easy, potem pa kakšen nastop greš delati. Pa tudi mislim, da mi bo pasalo. Mogoče, ne vem. Jaz mislim, da mi bo. Ja, malo odklopa, malo spremembe okolja, še zmeraj pa to rada delaš. Zdaj smo se vrnili nazaj na glasbo. In prej sem že omenila, večina vas še vedno pozna pod imenom The Plut Family, tako kot ste tudi na Slovenija ima talent nastopili v velikem finalu takrat v tej sezoni 2016. Ampak letošnja zima oziroma sezona, bom rekla 2025, je pa za vas bila tudi nekaj posebnega. Ime ste spremenili že prej, ampak pod tem imenom ste pa šli na še en znan šov Čez mejo. Povejmo, kaj več o tem. Ja, zakaj sploh The Plut Family, sploh? Takrat 10 let nazaj, oziroma 10. Ja, dobrih 10, ne? Dobrih 10, 2015, 2016. Ko smo sestavili to našo prvo zasedbo The Plut Family, ko smo bili vsi 4 otroci, slučajno smo imeli priložnost, da nastopimo na Vinski Vigradi v Metliki. In pač moramo imeti neko ime, kako se bomo imenovali. In kot sem že prej rekla, brat je bil star 12, sestra, 17. Noben imel neke globoke, izvirne, ful modre ideje. Tu je nam pomagal potem tudi Ati, kaj bi bili, mislim, ne vem, Potem pa pač bomo Plut Family, The Plut Family. In tako je bilo pač nič izvirnega, ampak še vedno pove, ok, družina so, In zaradi talentov se je to pol primlo. Nismo mogli menjati tega in pač ok, vse je v redu, The Plut Family, ampak že kar nekaj let nam je bilo to tako, ok, to je nastalo tako brez nekega razmišljanja, poglobljenega. Imamo ljudi, ki nas srečajo, zakaj ste spremenili ime, drugi pa, sej res, mislim, vsaka čas, da ste spremenili, ker je bilo tako malo. Ampak Pluc tudi ni tako ful drugač, ne? Ne, ni drugač, ker pa nismo hoteli drugač. Mogoče prej, če bi izbirali prej, tako na začetku naše poti glasbene, bi mogoče kaj drugega zbrali. Ampak zdaj se je pa to že toliko primlo tistim, ki nas poznajo, da nismo mogli kaj predaleč stran. Ja, The Plut Family nam je bilo kot prvo predolgo, preveč mogoče izrabljeno, že zaradi Kelly Family, ne vem. Pa ta D, noben je dejansko uporabljal The Plut Family, vsi so bili o Plutovi, o Family, kje ste, ni bilo nikoli. Ta D. In potem, zdaj pa pač po 10 letih je pa prišla odločitev, pač dejmo, to bo tudi neka korak za naprej, ali bomo delali, ali pa ne bomo več tako intenzivno delali. In smo se pač odločili za ta korak. In je bilo tudi težko, kaj bomo, a bo Plut ostal, ali ne bo. In tle smo pol spet prišli do tega, da se ne spomnimo nič, kaj nas bi drugače opisovalo, ker smo vseeno družinska zgodba, je tle v ozadju in pač naj ostane tudi naš primek in je pač nek modern pristop smo hoteli zraven, oziroma mogoče malo bolj drugačen, pa je tisti na koncu se pojavil, da smo Pluc. Nekje sem prebrala, da je to tudi zaradi tega prišlo do spremembe, ker kao niste več otroci. Ja, čeprav ne, mamici pa atijo boste vedno otroci. Pa ne vem, pač želeli smo spremembo glede imena in pač hoteli smo krajše ime, bolj, mislim, drugačno in pač to, sploh ne vem, mislim, ni nam bilo všečno. No in pod tem imenom ste pa letošnjo zimo navduševali v hrvaškem super talentu. Prišli do polfinala. Tako. Navdušeni, presenečeni? Mislim, glede na to, da smo dali že enkrat ta šov čez, pa da smo vsi res 10 let starejši,
nas več ne to tako gane, da bi rekli, joj, zdaj pa moramo to zmagati, zdaj ne vem, če ne bo, nas bo potrlo ali pa ne vem. Vzeli smo si to kot še en izziv, en nastop, da se malo pokažemo še čez mejo, ne, ker pač mi imamo radi tudi hrvaško glasbo. Čeprav marsikjer Slovenc, včasih dobimo kakšne komentarje po socialnih omrežjih, dajte še kakšno slovensko. Mislim, vse imamo radi ful slovensko glasbo, ampak ne morem mimo tega, da ne pojemo hrvaške, angleške, ker pač glasba nima veze, kakšen je jezik. Važno, kako jo začutiš in to je težko včasih komu razložiti. To ne pomeni, da nismo zavedni Slovenci, ker smo in vedno bomo. Kako ne bi bila, če se pa Belokranjca spoznata, zaživita v Ljubljani in se vrnete nazaj v Belokrajino, ne, lahko bi šli živeti kam drugam. Tako da tlele sploh ni problem, da nimamo radi domovine, čeprav morda kdo misli. Ampak smo vzeli ta nastop na Hrvaških talentih kot še en izziv, da se pokaže, da probamo, da gremo spet malo na televizijo, da si damo neko nalogo, gremo. Fajn je bilo. Tako, se mi zdi, da so Hrvaška še bolj sproščen narod, kot smo mi Slovenci. In ni bilo nekih pritiskov, da bi čutili neke pritiske, imeli ful treme. Fajn je bilo. Lahko primerjaš mogoče, ker na Slovenija ima talent ste bili čisti začetniki pravzaprav kot družinski bend. Zdaj ste pa že bend z izkušnjami in tudi vsi ste starejši. A ste tukaj drugače doživljali? Se vem, zdaj bi bilo ful lepše, da bi vas imela vse tukaj v studiu, da boš spet ti v imenu celotne zasedbe tole povedala, ampak verjamem, da se tudi ostali strinjajo. Starejši, zrelejši, izkušenejši, Slovenija, Hrvaška, še vedno je tukaj bila velika medijska izpostavljenost, ki vam je sigurno tudi kaj dobrega prinesla. Mislim, prepoznavnost neko na hrvaškem trgu, sigurno. Je drugače že zaradi tega, ker tudi kot inštrumentalisti so vsi boljši. Tudi to je ta novost zadnje leto pa pol, da jaz več ne igram klaviatur v bendu, ampak imamo novega pianista, Jaka Špehar, je pa tudi Belokranjc, tako da nismo šli daleč. Tudi on je študiran glasbenik, študira jazz klavir v Celovcu. Tle smo pridobili, ful. Kvaliteta in kvantiteta. Tako, v bistvu smo dobili dodatnega člana, tudi poje, tako da nam dodaten vokal tudi fulkrat pride prav. Potem imamo bobnarja Aljaža Ogulina iz Novega mesta, kjer tudi študira, v bistvu zdaj dela magisterij iz jazz bobnov v Gradcu. Tle imamo tako res dobro podporo, čeprav nista člana naše družine, brez njiju ne bi gradili tega benda naprej, verjetno. Ker vseeno smo mi dve zlejo bolj na vokalu, Gašper kitara, bolj smo bili v tem obdobju, preden se je pridružil ta peti član, bolj v akustičnih nastopih. Igranje po poročnih obredih, samo s kitaro, več petja. Ampak zdaj, leto pa pol je pa zaživela spet ta ideja, da malo naredimo več glede celotnega benda. In brez njiju dveh pa tudi rabimo nekoga, ki je izven družine. Ker če bi bili samo mi, bi bilo preveč trenja, tle se pa mogoče včasih malo brzdamo, čeprav so tudi že navajeni vsega in ni več smo sproščeni vsi. Kaj si recimo želiš mogoče kot pevka in kot seveda del zasedbe za prihodnost, kar se tiče te glasbene poti? Si želiš mogoče posneti kakšen zanimiv duet? Vem, da si nastopala tudi že solo, da kot solistka veliko nastopaš, da te povabijo na razne dogodke. V Črnomlju si bila v prenovljenem kulturnem domu na tistem Kristina Oberžan, ste imeli koncert, pa tam je tudi predsednica republike nekaj zapela zraven, tako da vem, da te ta solo pot pelje v neko smer. Ampak me zanima, ali se te ambicije tvoje pevske prepletajo zdaj, več bi bila mogoče v bendu, več bi bila solo, je to tako, da eno brez drugega pravzaprav ne gre. Kako se vidiš v prihodnosti? To je bilo vedno težko, ali solo kariero, ker sem pač delala na petju, študirala petje, ampak tle je bila vedno tudi od začetka moje te poti, ko sem šla, je začela se ustvarjati tudi tale glasbena skupina naša, In je bilo vedno tako, zdaj, kaj bo, čemu bom več časa posvečala, ampak tako, kot sem prej že na začetku rekla, če bi bila sama, ne bi bilo to. Čeprav si včasih bi želela, da bi šla solo, lažje bi bilo verjetno, ker tle je ful enega prilagajanja, različnih mnenj. Tu nismo, recimo, jaz pevka in imam bend v ozadju.
tle smo 3, ki smo začeli to zgodbo in vsakega treba enako upoštevati. Že zaradi tega je težje delati, ker nismo čisto vsi isti, nimamo istih želj, ampak še vedno pa grem ful rada odpeti kakšne solo nastope, ker mi pa to, ker takrat sem pa samo jaz, ker lahko dam sebe kot pevko ven. V bendu ti moraš delati kot cel, si bend. Tako, ja. Pa še cel šov morate narediti, ne, sploh na tem tudi to, ja, recimo, moraš dati neko energijo, tam si pevka, odpoješ balado, daš svoja čustva, res se fokusiraš samo na ta vokal, ni nujno, da tam skačem po odru, se počutim bolj diva, ko se pojem tisto balado v dolgi obleki. To je, mislim, kot pevki vedno fajn in tega tudi, gledam to, da več delamo kot band, ne bi nikoli rekla, ne grem na takšne nastope, ker zakaj pa ne? Mislim, to je vse povezano eno z drugim. Ampak zdaj ne morem mimo ene stvari, ki me res fascinira. Omenjaš to ljubezen do petja, solo kariero, hkrati še to družinsko predanost. Ampak ti si dejansko, ko si stopala pred oltar, ko si se držala svojega očeta, ki te je pospremil v zakon, držala v rokah mikrofon in prepevala pesem svojemu bodočemu možu. Kako ti je to, prvič, odkje ideja, drugič, kako ti je to sploh uspelo? Ker ta adrenalin, mislim, jaz si sploh ne predstavljam, kako je to. Sicer nisem poročena, nisem dala poročnega obreda čez, tako da ne moram o tem govoriti, ampak vseeno, to se mi zdi, da je nekaj, kar, ne vem, a je sploh že kakšna bila, kaj je to v Sloveniji naredila. To ne vem, za Sloveniji prej, preden sem se sporočila, tega nisem zasledila, moram pa reči, da je bila to ideja moje mami. Nekaj je videla, nek tuj posnetek, nekaj podobnega. Ampak jaz sem taka, da ful rada presenetim koda, tako pripravljam neka presenečenja. In pač vedela sem, da moram neko presenečenje pripraviti za bodočega moža in kaj bom drugega kot neki zvezi s petjem, glede na to, da pač sem takrat nastopala že 8 let, res mi mikrofon v roke primeti pa pred ljudmi od nastopati ni bil problem, ni mi bilo to zdaj, sem bila pa vem takrat verjetno ful živčna, zdaj sem že malo pozabila te občutke, tudi z Atijem se nisem sploh sploh nisem vedela, kako se bi primila, nisem vedela, kako bi šla v cerkev notri, vedela sem, da moram to narediti, v tem času, ko hodim do tam, vedela sem, da bojo, nisem vedela, ampak o tem sem videla, da vsi jokajo z bodočim možem vred, od prič do duhovnika za oltarjem, in je bilo kar težko držati tisto, da sem lahko dokončala tisti svoj del, ko je pol pa zbor prevzel. Ja, ampak takrat sem res doživela na take globoke občutke v tistem trenutku. Takrat mi je mislim, res taki spomini, ki jih nikoli ne pozabiš. Jokala nisi? V tistem času, ko si pela? Ne. Posnetek je na YouTubu, tako da tisti, ki bi ga radi pogledali, ga lahko najdejo. Sem naj odtipkajo Simona Plut, Wedding Surprise, pa bodo našli ta posnetek. Jaz sem ga tudi večkrat poslušala. Pela si pesem You Raise Me Up v slovenski verziji. In ko si omenila, ti rada presenečaš. Kaj pa, če te jaz zdajle presenetim, pa ti rečem, a mi odpoješ en del, pa ajde, da ti omilim, ne rabiš to pesem, ampak eno drugo, ker si le pevka, ker verjamem, da ti glas dobro služi. Dobro, nisi se upevala pred tem snemanjem, ampak vseeno. Dej zapoj eno pesem, ki ti je recimo res pri srcu, ki jo mogoče lahko, greva pač ta sklepni del najinega pogovora, nameniš vsem ljudem za lepši dan, za boljše življenje. Tako. Pa nisem razmišljala o tem več. Ne. No, vidiš, ti si rekla, da rada presenečaš, zdaj sem pa jaz tebe. So bi mogla mi pol tudi zbrati komata, veš, da mi ga določiš. A mora biti slovenski? Kjer ti je ljubše? Da ti ne bodo spet učitelj. Ja, mora biti slovenski. Vem, da imaš Še si tu je balada, a ne? Lahko tudi kakšno drugo balado, ker so ti bolj tebi pisane na kožo, tako da zdaj sem ti zožila izbor. Ojej.
Škaj sem jaz tudi imam ful problem z besedili, a ne? Da bi In če pozabila. nimam besedila pred sabo, sem tako, A veš, če bi bil zdaj kulturni praznik, potem bi rekla, da je zdravljico za moj. Veš, na unih velikih tudi lahko. dogodkih Ja. je treba tako pompozno, suvereno pet zdravljico. Nisem je še nikoli pela, po Nisi moje. je še pela. Tako da bi solo jo odpela nekje. Na kakšni prireditvi je pa to? No, evo, to je Po spet moje, poziv javnosti, Ja. tistim organizatorjem dogodkov. To Simona, hoče, da lahko odpojem angažirate. zdravljico. No, ja, rajš kaj drugega pojem. Ali pa lej, lahko zdaj mene otroško pesmico, ne vem. No, že kako že pazi. Mislim, se lahko zapojem tudi to, ker sem na poroki, po moje bo še najboljše. Ja, no, da je to zihar znaš na pamet. Recimo, tudi to je. 10 Je pa let je to, živimo skoraj, ja, ker smo 9 ali zdaj. govorili o tem, a ne, po tem posnetku, čisto na vsakem poročnem obredu smo jo mogli peti in jo še vedno pojemo. Tako da se je očitno prijela. Ja, a res je lepa pesem. No? Tako da, evo, zdaj ti pa dam, da se zbereš. Okay. Zdaj največ itak do intonacije ne bom prave ujela, ampak Pa pustimo Kakšen zdaj stavek, profesionalce. To je, ja, tako. Samo zato, da malo popestriva tale naš Okej. skupni del. ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smejim. Čutim moč, ko na te se naslonim. Ko dvigneš me, sem več, kot si želim. Wow. Evo, to je bilo na kratko. Hvala ti za te trenutke. Hvala tebi. Meni je tudi lepa pesem. In verjamem, da seže do srca še marsikomu. Zdaj si tudi pokazala, lej, da sprejemaš izzive z nasmehom, da se ne pretvarjaš. Tako da, lej, to se mi zdi, no, da tega je v sodobnem času premalo. Tako da sem vesela, da si vzela čas, da si prišla, da sva tole lahko na dolgo in široko. Verjamem, da nam je še ostala tudi kakšna tematika, ki bi bila javnosti zanimiva, ampak lej, ostane za kdaj drugič, ali pa za kakšno mogoče avtorsko pesem. Ja, si res, a delaš tudi avtorske skladbe? Imaš kaj svojega, tako da bi imela že ugledano? Imam avtorsko, to je bilo tudi prav avtorska, no to je bilo tudi presenečenje za moža ob njegovi 30-letnici. Ni vedel, da bom snemala spot, ni vedel, da bo... sem pa snemala spot en dan, preden se je rodila najina prva hčerka. Tako da to je bila tudi zgodba okrog tega. Takrat sem res napisala besedilo in glasbo. Naslov pesmi je Le tebi, ljubezensko za poroke. To je bila res tista moja, ki sem jo res pisala. Drugače pa, ne vem, težko mi je pisati avtorske pesmi. Toliko dobrih pesmi je narejenih, toliko radi pojemo coverje. Da nismo še prišli do tega, nisem še prišla sama do tega, da bi pa res full avtorskih. Pa imam besedila nekje tam v mapici, ki sem začela pisati, pa to. Ampak nikoli ni mi bilo toliko všeč, da bi to lahko delila. Ampak še je čas za to. No. Ja, res je, še je čas za to. Zdaj le tik pred koncem ti dam jaz še nekaj kratkih, hitrih vprašanj, kjer ti dam dve možnosti odgovorov, ti pa potem samo poveš, lahko sicer tudi v stavku ali dveh razložiš, zakaj, ampak načeloma so to tale takšna hitra vprašanja. Morje ali gore? Morje. Dopust, ko ležiš, lenariš ali aktiven dopust? Aktiven. Slovenija ali Hrvaška, kar se tiče dopusta? Nič od tega. Okay, lahko je to tretja možnost. Okay. Če izbiraš nekoga, s katerim bi si želela zapeti na odru, bo to slovenski avtor, slovenski pevec, pevka ali iz tujine? Ojej. A imaš kakšno željo, koga bi imela, s kom bi duet posnela? Čas mi je bila želja z Michael Bubléjem. Nekaj časa sem ga ful rada poslušala. Ok, torej zdaj bi izbrala tujina. Ja, recimo. Kava ali čaj? Zadnji čas je čaj. Ok, z razlogom. Jutro ali večer? Jutro. Torej si ljubiteljica sončnih vzhodov? Ja. Ostaješ tako zgodaj? Ne vstajam pozno, ampak tudi ne tako zgodaj, čeprav si bi ful želela še bolj zgodaj. Ampak premalo časa zvečer, da bi šla prej spat. Okay. Ja. Razumem. Otroške pravljice ali igra na prostem? Vem, težko vprašanje. Igra na prostem. Ker je aktivna, Ja. ne? Ja, še bolj.
Večerja ali kosilo? Odvisno, kje je. S kom ne? Ja. Kosilo moram vsak dan kuhati, tako da, ja, ne vem, večerja. Okay, bom zdaj dala še tako, ki si prej omenila, kuhanje, pospravljanje. Boš rekla pospravljanje? Kuhanje. Kuhanje. Vas ali mesto? Vas. Zakaj sploh vprašam, ne? Dobro. Nekaj zanimivosti, da so ljudje še izvedeli, tisti, ki te mogoče ne poznajo. Jaz mislim, da sva šli čez zelo razgibano pot tvojega življenja in vem, da te čaka še veliko lepega, sem prepričana, ampak bodi najprej v tretje še mami, pa uživaj v porodniškem dopustu in vse dobro ti želim. Seveda pa prenesi lepe želje tudi ostalim članom zasedbe, da pluc, ali pluc? Samo pluc. Pluc, Samo pluc. Pluc, zdaj samo pluc. Želim ti res, da bi te še naprej spremljala ta srčnost, ljubezen, pa dobra energija, da ti bi jo ljudje še naprej tako radi vračali, ker mislim, da se to čuti, ko ti daješ, tudi nazaj dobivaš. Hvala, Sabina, za povabilo. In hvala tebi. Hvala pa tudi vam, cenjeni gledalci, gledalke, poslušalci, poslušalke. Spremljajte podcast Dolenjskega lista še naprej.